Kako se vedemo ob obisku živalskega vrta? S knjigo spoznavamo življenje čebel in ptic. Predstavljamo mladega ljubitelja plazilcev. Pozdravljeni! Ljubitelji živali želimo o njih kar se da veliko izvedeti. Zato tudi obiščemo živalske vrtove, kot je tale v Ljubljani. Ob obisku pa veljajo določena pravila vedenja. Katera so ta, se bomo spomnili v današnji oddaji. Pozdravljena, Irena. Kako v živalskem vrtu v Ljubljani poskrbite za to, da ljudje dobro vidijo živali, ampak so vseeno na eni pravi distanci od njih? Danes so sodobni živalski vrtovi, so ograde grajene tako, da so naravne pregrade med obiskovalci in živalmi, recimo vodni in kopni jarki, tako da je neoviran pogled na živali brez mrež ali stekla. No in v tej smeri se tudi mi razvijamo. Smo pa jasno postavili ločnico, kje so živali, pa kje so obiskovalci, saj so pred temi jarki žive meje in potem nizke ograje in s tem vejo obiskovalci, dokot smejo. Nekaj izmed teh ograd si bova tudi danes ogledali. Zdaj sva pri ogradi šimpanzov. Sicer ograda je omejena, kar se tiče dostopa obiskovalcev, kljub vsemu pa je, če nekdo hoče, dostop možen, sicer ni dovoljen. Tako je. V bistvu so meje jasno začrtane. Do te ograje so obiskovalci, za mrežo njihovega domovanja pa šimpanzi. In kakorkoli se tle čez tegujemo, ne moramo do njih in tudi šimpanzi ne do nas. Če pa splezajo spodaj in preko te žive meje, potem pa posegajo v življenjski prostor šimpanzov in to šimpanzi vzamejo kot grožnjo in jih lahko skozi to mrežo zagrabijo in tudi ugriznejo ali pa opraskajo. Neposreden stik je v vašem živalskem vrtu mogoč še z nekaterimi drugimi živalmi? Ja, mogoče še najbolj pri kapibarah, še bolj pa pri papigah, ker si ljudje ne predstavljajo, da tako za nas lepi ptiči lahko izredno močno poškodujejo. Pa jih obiščiva, ja? Ja. Zdaj sva pri kokiju, kakaduju. Zelo mamljivo je zdaj takole, da bi ga človek pobožal po krempljih, pametno pa ni. Točno tako.
Koki je moluški kakadu, s tem klunom tre velike orehe in mimogrede lahko oščipne ali pa zdrobi prst. Na nek način je domačen, ampak za tiste, ki jih pozna. In njegovi oskrbniki ga lahko tudi božajo, ne pa obiskovalci. Obiskovalci pa kdaj, verjetno vaše živali želijo tudi nahraniti. Ja, res je. To v bistvu izredno radi počnejo in to mi tudi omogočamo. Lahko kupijo kupon za hranjenje živali, ki je relativno zelo poceni. S tem pripomorejo k boljši oskrbi naših živali in nam pomagajo. Hranijo jih pa vedno po urniku in o prisotnosti oskrbnika. Seveda pa v ljubljanskem živalskem vrtu obiskovalcem, ki dejansko želijo pobožati živali, to tudi omogočate. Ja, prav vsak lahko obišče otroški živalski vrt in se druži z mini ovcami, mini kozami in pujsi. Mi prosimo, da počepnejo, da se jim živali približajo in jih takrat pobožajo, ne pa da letajo za njimi ali pa jih dvigujejo, ker potem pa naši obiskovalci ogrožajo naše živali. Še druge programe imate takšne, kjer lahko ljudje, obiskovalci dejansko poskrbijo za živali? Ja, to je program Srečaj svojo najljubšo žival, kjer se lahko pol ure druži s tisto, s katero želi in jo pri tem tudi hrani. In nekatere od teh se pustijo tudi pobožati. Drug program je pa poldnevni, je pa oskrbnik za en dan, ko lahko pomagajo oskrbniku pri oskrbi določenih živali. V ljubljanskem živalskem vrtu ste seveda veseli obiskovalcev, zato ste tukaj, ampak ob upoštevanju določenih pravil. Ja, tudi naše živali so jih vesele, predvsem mirne, ljubeče obiskovalce in takim največ pokažejo svojega vedenja in takšni obiskovalci tudi največ pri nas doživijo. Nekaterih živali torej ne moremo božati, so pa takšne, ki so zelo hvaležne za topel objem in topel dom. Tole je Piko, 13 let star kuža. Posvojila sva ga v zavetišču Horjul, ko je bil star 11 let. Povedali so nama sicer, da bo imel težave starostne, ampak naj to pač ni odvrnilo od posvojitve. Potem tukaj zadnji za mano je Maxi, je stara 3 leta pa pol. Njo sva na začetku v zavetišču Gmajnice sva jo posvojila. Na začetku je imela vse 4 tačke, pa je bila deformirana, tako da sva se mogla v bistvu po letu pa pol odločiti, da ji bova tačko dala amputirati, ker je bila tako poškodovana, ker je hodila. V zavetišču se ni poznalo, da bi bilo karkoli narobe, ker je bila skozi v kletki. Pri nas pa, ko se je začela sprehajati, se je naredila ena gnojna bulica in ni bilo druge odločitve kot pa amputacija. Ampak kljub temu, da smo naredili to, se mi zdi, da ni nobene razlike, razen tega, da se ona boljše počuti. Hodi boljše, giba se okrog. V bistvu, kot da bi imela 4 tace, nobene razlike ni. Pri Pikotu je pa mamreno, pač značilno za starejše kužke, ne vidi več dobro. Tudi sluh je že slab, tako da tudi, ko gremo na sprehod, imamo svetlečo ovratnico, da ga vidimo, da ga imamo pod nadzorom. V osnovi nobenih težav. Poleg sta pa še 2 druga mucka, ki sta pa čisto zdrava, Gizmo pa Tinček. So v bistvu druščina, med sabo se dopolnjujejo, vse imajo fajn. Ona si ga je pač v bistvu zbrala, da jaz pa nisem vedel za to. Ko ga je pa pripeljala domov, sem pač nekaj rekel, da pač ja, ker nisem mogel reči ne. Opisali so, kakšne težave bo imel. Jaz sem tudi povedala mu, da je starejši, da bodo lahko težave. Ampak pač preko tega, ker sem v zavetišče enega mucka nesla, nisem mogla mimo njega, pač zaljubila sem se vanga in sem ga pripeljala domov. Ne glede na to, koliko je star, kako izgleda, pač dopolnjujemo se en drugega. Pa tam v Horjulu, ko je bil, je imel že tam rad mačke. Pa še midva sva imela tole že tle. Pa smo nekaj rekli, da bi šlo, če ga bo seveda sprejela. Da druščina je. Dopolnjujejo en drugega, se imajo fajn, dolgčas jim ni.
V bistvu je pa tudi pri Maksiki bilo tako, ko sva šla v zavetišče, na kupu je bilo en kup zdravih mačk, ne, na voljo mladiči, zdravi, mucki. Bila je pa ena brez učka, pa tale s tačko, ne. V bistvu je bila zelo umirjena, edino takrat, ko se je Luka približal kletki, je prišla do rešetke in je začela s tačko ropotati po njej, tako da je Luka rekel, da je ta najina. Sva se takoj zaljubila vanjo. Je bila pa v bistvu kot darilo za rojstni dan, no. En izgovor, da je prišla mačka k hiši, ona je bila med prvimi pri nama. Pri živali je nekako vseeno, kako izgleda, kako izgleda, kako se odziva. Meni se zdi, da je važno to, da se z živaljo en drugega dopolnjujemo, ne. Tako da, ko prideš v zavetišče, če vidiš mačko, ki ima neko poškodbo, psa, starejšega, če vidiš, da se povezuje, ljubezen na prvi pogled, no, začutiš žival, ne vem, zakaj ga ne bi vzel, zakaj bi hiba ovirala, če pa itak v življenju ni pomembno, kako izgledaš, a ne pa kakšen si. Tako da, če se le da, če v zavetišču najdeš žival, s katero se dopolnjuješ, zakaj ne bi imel? Jaz ne vidim, zakaj ne, no. Ker pri nas je družina več kot popolna, no, tako da, če bi še enkrat šel v zavetišče, bi še enkrat vzela enako. Otroci in ljubitelji živali se lahko veselijo novih poučnih knjig. In sicer o pticah in čebelah. Z menoj sta avtor in ilustratorka teh dveh knjig. Gospod Jesenko, kakšen je koncept same knjige, če začnemo s čebelami? V bistvu koncept je načrtno, zelo skrbno izdelan, kajti v tej knjigi poudarjamo predvsem nekaj, z ozirom na to, da izhajam iz otroške založbe, da je velika razlika med otroškim in otročjim. In ta zbirka knjig Mala vseveda, to sta prvi dve knjigi iz te zbirke, spomladi bo nov par knjig izšel, to pripovedujeta. Pripovedujeta o tem, da so otroci resna bitja, da niso nekaj nezrelega, mogoče so nezreli v tem, ker niso odrasli. Ampak sicer so zelo zahtevni bralci. Otroka ne moreš okrog ovinkov, otrok ni politik. Otrok rab zakaj potrebuje svoj zato. V knjigi Čebele in ptice se pravljični svet, ki ga je izdelala, uprizorila odlična, eminentna ilustratorka Alenka Vuk-Trotovšek, posebila življenje ptic in čebel v nekem pravljičnem svetu. Ampak jaz s svojim strokovnim tekstom in fotografijo pač to na nevsiljiv način potrdim strokovno realnost. Naenkrat se pravljica spremeni v realnost. In tu bi rad sam pokazal morda kakšen prelom. Fotografije, še bolj pa ilustracije so barvite, izjemne so. Meni so všeč, jaz sem bil izjemno navdušen pri tej knjigi in pri drugi. Skratka, v bistvu sem se malce tudi jaz pootročil in plaval med odraslim in med otrokom. Kot vidite, tukaj so na otroški način prikazane, pravljični način prikazane prizor iz čebeljega panja, ki pa se na nevsiljiv način prelije v realnost, prikazuje prave kranjske čebele, Apis mellifera varietes carnica, delavke, take kot morajo biti. No, to gre pa zasluga še eni osebi, ki jo moram, hočeš nočeš, lepo bi bilo, da jo omenim. To je naša oblikovalka, ki je bila kriva, bom rekel, na rekovajih tudi za lepoto mojih prejšnjih knjig, oblikovno lepoto govorim, to je Melita Rak. Ona se je dobesedno uživala pri teh delih in pač tudi jaz z njo. Vi ste ilustrirali ti dve knjigi, še več jih bo. Povejte, kakšen izziv je za vas morda predstavljalo to delo, pa kaj novega ste se pravzaprav morali naučiti o teh živalih? Ja, je bil izziv, ker nekako sem mogla tudi v bistvu povezati fotografijo, realnost in pravljičnost. Nekako so mogle te dve zadeve sovpadati, da ne bi bilo preveč različno, želela sem neko ravnotežje.
Tako da naučila sem se pa ogromno. Jaz o čebelah nisem vedela veliko prej, a ne, pač med kupiš v trgovini, a ne, vidiš pač panj in tako, ampak o življenju čebel, ne, je pa res bilo treba kar malo bolj se poglobiti in res narisati tisto, kar je v resnici v bistvu življenje v panju, a ne. Tudi pri pticah enako, vrste ptic in tako naprej, a ne. Izkušena ilustratorka ste, po vaših izkušnjah, kako blizu so otrokom živali, živalski svet, kakšen način jim je najbližji, da jim ga predstavite takole vizualno? Mislim, da jim je najbližje, ko nekako vdihneš ilustracijo oziroma živali, ki jo narišeš, nek čustveni naboj, nek občutek, da se lahko otrok poistoveti, a ne? Da ima nek značaj, da recimo narišeš, da je žalosten ali da je vesel, malce hudomušen. V bistvu na ta način se približaš otroku, ker tudi na njegova čustva majčkeno, a ne, apeliraš. Da se poistoveti, a ne, z ilustracijo. V knjigi o pticah pa ste se nekako bolj opredelili na dele telesa ptic, na funkcije, ki jih imajo ti deli, kot so različni kljuni, peresa. Zastavil sem zopet tako, če grem od repa proti koncu, opazovanje, predstavil sem tam tudi čebelarsko zvezo, sem omenil, kot ključno pri čebelarstvu našem. To je inštitucija z zelo bogato zgodovino. Bogato zgodovino ima pa tudi DOPS, Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije, prva in v bistvu za moje pojme praktično edina taka okoljevarstvena organizacija, katere član sem tudi jaz. V knjigi mladega bralca vodita ves čas Luka in Nina, ker otroci rabijo junake in bo knjiga še bolj pridobila na teži. Kako pomembno je torej to vrstno izobraževanje in osveščanje otrok? Vsekakor. Jaz sem prepričan, da je zelo pomembno. Meni so vlili to starši in tudi drugi, več tudi učitelji v osnovni šoli, sem imel takšne, da se še danes lepo spominjam in so mi pomagali pri tem. Poleg tega sem pa tak človek. Pač mene so vedno iskali za Savo, so rekli v Litiji, in velikokrat sem pobegnil v to okolje in sem pač, hočeš nočeš, delal sive lase svojim staršem. Tako da pač svetujem staršem, da če vam bojo vaši otroci to delali, naj jih pred hodo karat, ne, pač raj jih napotite k tovrstnemu izobraževanju. Obiskali smo pravega ljubitelja eksotičnih živali, kar v svoji spalnici imate kar nekaj teh živali. Koga vse? Tako je. Imam manjšo zbirko pitonov in udavov. V bistvu gre za od zelenega drevesnega pitona do boje konstriktor, kot je tale, oziroma navadni udav, vrtnih udavov, preprogastih pitonov, pa tudi nekaj kopenskih želv, od grških do strogarskih afriških želv. Tudi kuščarji so med njimi? Tudi kuščarji so, tako, res je. Sta pa dva grebenasta baziliska. Mogoče, če se ustaviva pri baziliskih, kakšne vrste živali so to? Ja, v bistvu gre za kuščare, ki izvira iz Južne Amerike, spada med rod legvanov. Gre pa za insektojedega kuščarja. Ena taka zanimivost je, da lahko teče po vodi, ko se prestraši. Med kačami je pa katera tista, ki vam je najbolj pri srcu? Obstaja taka ali so vse? Ja, vse so mi vse pri srcu. So vrste, ki so mi bolj všeč, med te spadajo zeleni drevesni pitoni. Lepe zelene barve so z različnimi odtenki, bele, črne, pa mogoče tudi modre.
izvirajo pa iz Nove Gvineje, iz otočka okrog, pa tudi v Avstraliji so jih dali. Koliko vzdrževanja, nege je potrebno za takšen kompleks terarijev, kot ga imate vi? Ja, kar precej časa se mora vložiti v zadevo. Je pa čisto odvisno, bom rekel na pamet, nekaj par ur na teden, no, tako, čez cel teden. Pomembna je temperatura, pomembna je vlaga, kako to usklajujete, glede na to, da imate različne vrste? Ja, zdaj temperatura se lahko z žarnicami določenimi doseže, ali pa pol tudi z določenimi grelnimi predmeti, recimo grelni kabel, grelna plošča, grelni kamen. Vlago se pa doseže z dnevnim špricanjem terarijev, s pumpico se šprica voda 3-krat dnevno, da se pač doseže nek procent vlage. Kakšen odnos vi razvijete s temi živalmi, ki jih imate doma? Zdaj imate eno izmed kač na rokah in veliko rokujete z njimi? Ja, zdaj preveč ne, ker to ni ravno žival za crtljanje. Drugače pa te nujne zadeve, kaj se opravijo, se pač pol kače rokuje z njimi. Odnos je pa pač čist tak, no, ljubiteljsko, no. Kača je vseeno divja žival, ki ima svoj nagon, tako da... Kdaj se je v vas prebudila ta ljubezen do tovrstnih živali? Ja, z eksotičnimi živalmi se ukvarjam slabih 6 let. Pač začelo se pa s tem, ko je pač brat si domov prinesel kuščarje, pa jaz tudi navdušen bil nad tem. Pa pol to tako pride z leti, se vedno več živali kupi, nabavi, tako da vsenkrat s tem je težko pol reči ne. Nekdo, ki gleda zdaj naš današnji prispevek, vidi, da je vse skupaj zelo lahko, preprosto. Kakšen je vseeno vaš nasvet tistim, ki se navdušujejo nad tovrstnimi živalmi? Na kaj vse morajo paziti, preden prvega takega, pod narekovaji, ljubljenčka pripeljejo v svoj dom? Ja, zdaj mogoče zgleda lahko, ampak zadeva sama ni tako lahka. Treba se pozanimati o vsaki določeni vrsti živali posebej. Vsaka žival ima specifične potrebe, ni dobena ista. Treba je prebrati kakšno knjigo, treba se je pozanimati tudi na internetu. Konec koncev z leti pol pa pride tista praksa, ki jo človek rabi za vzdrževanje teh živali, ne. Tako da jaz priporočam začetnikom kakšne lahke vrste kač, kuščarjev, karkoli. Pol pa, če bo navdušeni nad tem, kaj težjega. Vaši načrti? Se je družina že izpopolnila ali se bo še večala, kar se tiče teh živali? Ja, moje mnenje je tako, da izpopolniti se tega nekako ne da, ker če si ljubitelj, imaš vse te eksotične živali rad in pol to teh živali je pa ogromno in je treba nekako nadaljevati zbirko, no. Tako da se vedno kaj novega najde. Oddajo končujemo z dobro novico. Nadzorne kamere so posnele trenutek, ko se je v londonskem živalskem vrtu skotil prvi mladič sumatranskega tigra po 17 letih. Skrbniki 5-letne tigrice Melati niso javno razkrili, da je breja. 22. septembra pa so se po 105-dnevni brejosti le razveselili mladiča. Kotitev je trajala vsega 6 minut. Melatin materinski nagon je takoj začel delovati, začela je lizati mladiča. Zelo zgodaj je še, zato pustijo Melati, da sama skrbi za svojega mladiča, preko kamer pa jo lahko opazujejo. Za zdaj se je izkazala kot odlična mama. Katerega spola je mladič, še ne vedo, javnosti pa se boste pokazali šele čez nekaj tednov.